Produktivnost raste, a zaradi krize še vedno zelo zaostajamo za najboljšimi. Zato si z napačno plačno politiko lahko zelo škodujemo in zmanjšamo tempo zmanjševanja zaostanka za razvitimi. V Sloveniji predstavljajo stroški dela več kot polovico bruto domačega proizvoda. Če se primerjamo recimo državami EU, to pomeni na letnem nivoju 1 milijardo evrov več. Ko pogledamo poslovanje podjetij, bomo ugotovili, da je dobičkonosnost slovenskih podjetij v povprečju še vedno podpovprečna, da za plače namenjamo večji delež dodane vrednosti, kot je to ne samo v Evropski uniji, še posebej v višegrajskih državah. Pri nas je strošek dela višji. Ne plača, ne tisto, kar delavec prejme v žep, ampak tisto, kar mi plačamo, kar je naš strošek dela. Tretja zadeva, ki mislim, da bi jo morali v tej državi odkrito začeti komunicirati, ko govorimo o nizkih plačah, je tudi o določenih pravicah, ki jih druge države ne poznajo. Z vidika Ministrstva za finance zagotovo mi gledamo vse skupaj tudi v luči konsolidacije javnih financ, ki je za nas zelo pomembna. Za ljudi je tudi pomembno, da so plače na neki dostojni ravni, tako skozi njihovo življenjsko, se pravi skozi delovno dobo, kot tudi potem, ko pridejo v pokoj. Zakaj? Zaradi tega, ker nizke plače pomenijo več transferjev. Jaz bi mogoče zaključil z apelom, da vodimo tako plačno politiko v državi, ki bo realna, ki bo na realnih temeljih, ki ne bo demagoška.